tako imenovani usmerjeni študenti smo bili. Ena grupa. Morali smo imeti dobre ocene, morali smo dežurati, na počitnice skoraj nismo smeli, bili smo v porodni sobi, dežurali smo že, praktično smo prakticirali to stroko tudi že v študentskem času, še nepečeni študenti. Potem smo pa tudi stopili v eno obdobje, ki zadeva načrtovanje družine. Po eni strani preprečevanje nezaželene nosečnosti, razvoja kontracepcije, po drugi strani pa tudi neplodnost, ki je pa druga plat tega vprašanja, ki pa se je izkazala tudi bistveno bolj pogosta, kakor se je to včasih mislilo, pa smo spremljali ta razvoj, pa vstopili v ta razvoj. Se je potem začela razvijati ta endoskopska kirurgija, histeroskopska diagnostika, mikrokirurgija in prišli so rezultati, pacienti so prišli, so romali sem, ampak istočasno se je razvijala tudi endokrinologija, potem se je razvijala ultrazvočna diagnostika in pa potem terapija endokrinološka, hormonska. Odkrili so pravzaprav nove nepravilnosti in zdravili z na novo odkritimi in razvitimi hormoni, hormonsko terapijo. To je bil en velik napredek, ki je sočasno pripeljal tudi do pravzaprav kombinacije med temi endokrinološkim napredkom in pa kirurškim napredkom, kar je pa omogočilo razmišljati o tej možnosti, torej zunaj teles oploditve. Jaz sem klinično gledal, sem videl, koliko je mogoče pomen ultrazvoka, kaj je endokrinološko pomembno, ona pa detajle iz laboratorija. Zvečer, profesor Krenova je zelo delovna ženska, sva morala vse skupaj ponavljati, tako da je ostalo v glavi. Ta obisk je trajal 5 dni in po 5 dneh je ona iz mikrobiologinje postala že kar pravzaprav zrela za funkcijo embriologa. Jaz mislim, da stoji na trdnih temeljih, da ste popolnoma zreli za razvoj in jaz sem prepričan, da vsak dan, tudi danes, prinaša nove izzive in tudi potreba je po razvoju še vedno živa. In sem prepričan, če vam pošljem koga, vem, da boste uspešni.